Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Drugi tir Cerarjeve vlade se je znašel pred novim škandalom in zapletom. Metod Dragonja, nekdanji državni sekretar, zdaj pa direktor vladnega projekta 2TDK, ki vodi projekt izgradnje drugega tira, je priznal, da Madžarov ni več mogoče izgnati iz drugega tira, čeprav je še pred časom ta isti Dragonja zagotavljal drugače. Če bi namreč izgnali Madžare, bi izgubili pravico do črpanja evropskih sredstev, okoli 109 milijonov evrov, in ostali brez okroglih 200 milijonov evrov, ki jih ponujajo Madžari. Težava pa je v tem, da Cerarjeva vlada noče ali pač ne zna povedati javnosti, kaj vlada za vse to ponuja Madžarom, saj denarja zagotovo ne dajo zastonj. Vemo pa, kaj se govori, da naj bi Madžari na koncu dobili del Luke Koper. No, takrat bo pa res revolucija. Danes pa bomo za vas komentirali stop migrantom v Evropi in Sloveniji, zlasti muslimanom, in nedeljsko tradicionalno partizansko proslavo na Dražgošah. Na koncu daje pa bomo vprašali Franja Bobinca, predsednika Rokometne zveze Slovenije in predsednika uprave Gorenja, kaj bo storil zoper sodne boleske, ki jih na tekmah slovenske reprezentance na Evropskem prvenstvu v rokometu na Hrvaškem uprizarjajo sodniki, seveda proti Slovencem. Z menoj sta naša stalna komentatorja, novinar in zgodovinar Tino Mamić in ekonomist Bernard Brščič. Bernard, Tino, lepo pozdravljena. Dobro večer. Dobro večer. Teh posnetkov, posneti so bili v Avstriji, se verjetno vsi še spomnimo, pred časom se je to dogajalo, kar smo danes videli. No, in zdaj pa po eni od zadnjih raziskav javnega mnenja, izvedenih v Nemčiji, Avstriji, Češki, Slovaški, Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Romuniji in Bolgariji, je kar 68% Slovencev prepričanih, da množične migracije, ki prihajajo izven evropskega kontinenta, škodijo Evropi in Sloveniji, kar je skoraj ustavna večina. Po drugi strani pa samo 23% Slovencev meni, da so prihodi migrantov iz Afrike ali Bližnjega vzhoda za Evropo koristni. Bolj kritični od Slovencev, kar zadeva migracije, so v Evropi le še Madžari, Slovaki in Čehi. Slovenci so še bolj kritični tudi do uradnih obravnav ilegalnih prehodov meje. V tem smislu je nezadovoljnih kar 72% Slovencev, vprašanih Slovencev. In zanimivo, madžarski, to je Orbanovi politiki do migrantov, pritrjuje tudi večina Slovencev, 43%, nasprotuje pa i 42%. Sprašujem zdaj Bernarda in pa Tinota, oba sta, koliko vem, poznavalca in strokovnjaka za to temo, kaj nam je zdaj storiti, v kateri fazi se pravzaprav ta hip dogaja slovenska in evropska politika do migrantov. Tino, Evropa je v začaranem krogu, ker ne ve, kaj bi sama s sabo. Ta problem jo je presegel, ne vedo, kaj bi naredili. Po eni strani se dogajajo politični spini skrajne levice, ki hoče na ta način dobiti drugačno Evropo, svoje volivce, preusmeriti Evropo v drugo smer, postaviti nove vrednote in tako naprej. Bi pa eno drugo stvar mogoče že takoj v začetku rekel, da ne smemo pristajati na to, da s tem, ko spuščamo migrante v Evropo, da pomagamo Afričanom. Ker to preprosto ni res. Mi imamo v Evropi 550 milijonov ljudi in če bi vse Afričane spustili noter, ni dovolj prostora. Zato je treba Afričanom pomagati, o tem ni dvoma, ampak pomagati tam, v Afriki. In tu Slovenija, pa tudi druge evropske države ne naredijo dovolj. Tako da jaz mislim, da tukaj, to je lažna dilema. Tukaj je treba ogromno še narediti in Slovence konkretno bi podprl, da bi še v večji meri podpirali recimo Pedra Opeko na Madagaskarju, ki pomaga tam Afričanom, da živijo dostojno življenje in razvijajo svojo državo. Ampak zdaj to recimo, postavljam to vprašanje, ki recimo izhaja iz teh podatkov, Tino pa Bernard. Zdaj vidimo, približno 70% Slovencev je očitno proti migrantom. Samo Čehi, Slovaki in Madžari so še v tem smislu pred nami. Vsi ostali evropski narodi oziroma evropske države so nekako za nami. Ampak zdaj, glede na ta strah očitno Slovencev pred migranti, a ima država Slovenija zdaj neke vrste migrantsko politiko? Ma ali nima? Zdaj teh množičnih migracij sicer ni, ampak številke kažejo, da vsako leto pride v Slovenijo pravzaprav zelo veliko število nezakonitih migrantov. Nobene politike nimamo.
Slovenija ni suverena država, v celoti je pred 2 letoma odpovedala, ko je Cerarjeva vlada prepustila invazijo 500 000 muslimanskih migrantov, ki so preplavili Slovenijo. Bogu hvala, da je vso to množico ljudi požrla potem Nemčija, deloma Avstrija. Ključen problem, ki ga sam vidim, je v tem, da je diagnoza problema napačna. Namreč ne gre za nikakršne begunce. Sam celo mislim, da ne gre za problem migrantstva, ampak gre za problem islamske invazije, da želijo ne samo izrojena levica, ampak tudi tako imenovana vazelinska desnica, se pravi desnica globalistov v navezi z evropskimi socialisti, spremeniti podobo evropskega kontinenta, spremeniti Evropo v Združene države Evrope, ki je ne bi več sestavljale nacionalne države, ampak nek nov homo europeus, ki bi bil v bistvu mestic. Gre za obnovitev načrta Richarda Coudenhove-Kalergija o veliki nadomestitvi in temu seveda asistirajo tudi muslimanske države od Katarja, Združenih arabskih emiratov, Saudove Arabije. Bojan, vprašati se moraš, poglej, Damask je od recimo Kirjat Šmone oddaljen 80 km, od Amana 100 km, od Al-Turaje 350 km, od Antalije 400 km, skratka do Ljubljane pa 2700 km. Kaj počnejo te muslimani v takšnem številu, se pravi nekaj milijonov izven svojih domovin, 3000 km v srcu Evrope? Gre preprosto za načrt islamizacije Evrope. In veseli me, da počasi se ljudje streznujejo, da to niso begunci, da posilstva, umori, ki so jih ti muslimani zagrešili v zadnjih letih, kažejo, da se varnostna situacija izjemno poslabšuje in žali Bog, slovenska država na to ni pripravljena. Slovenska vojska je v katastrofalnem stanju, 2 leti zapored se je generalštab slovenske vojske samo ocenil kot negativno oceno na pripravljenosti, ampak ključen problem je streznitev v glavah političnih elit in tega pa moram reči, da v slovenskem primeru ne vidim. Gospod Cerar se zelo zanima za damaščanskega brivca Ahmada, medtem ko za varnost slovenskih državljanov mu je pa malo mar. Samo zdaj pri tem Ahmadu Šamiju, pri tem brivcu je nenavadno, mislim, vsej mene, bom rekel, se mi je zdelo to po svoje zanimivo, tudi pravzaprav smešno, recimo bral sem članek v tedniku Reporter, da pravzaprav nihče ne ve, kje je zdaj ta Ahmad Šami. Po eni strani je v nekih postopkih, upravnih, sodnih celo v Sloveniji, hkrati pa se ne ve, kje se pravzaprav nahaja, kar pomeni, da slovenska država nima pregleda niti na tem, ki je trenutno recimo najbolj znani begunec v Sloveniji. To je ena stvar, druga stvar. A zdaj po vajnem mnenju slovenska politika, se pravi vladna koalicija, ta hip, pač ta vlada, ki nam zdaj vlada, ne sledi tem, čemu pravzaprav kar Slovenci pravzaprav izkazujejo v teh anketah, kada so očitno anonimno vprašani teh tujih agencij, ker to gre za neko anketo iz tujine. Skratka, Slovenija, očitno se ljudje pripravljeni sprejeti neko bolj, kako bi rekel, rigorozno politiko zoper migracije, vlada pa, ne vem, tukaj ni očitno na tej liniji. Skoraj nikoli ni. Ta vlada je zelo značilna po tem, da ne prisluhne javnemu mnenju, da se ne obnaša tako kot javno mnenje. Tino, prosto, mogoče vidva veste podatek, koliko pravzaprav recimo je v preteklem letu 2017 teh ilegalnih migrantov prišlo v Slovenijo? A se ta podatek ve? Da mogoče vlada prikriva? Za ilegalce ne vem, ampak prebivalstvo Slovenije je tako približno. Gre za številke, da 30 000 Slovencev ali pa prebivalcev Slovenije odide in 30 000 jih prispe. Je približno podobna številka.
zdaj s to razliko, da odhajajo mlajši izobraženi, družine, ženske in otroci, medtem ko prihajajo pa moški. Moški in migranti? Manj izobraženi. Ja, tako da to je ta trend. Tudi zanimivo je ta podatek, ki sem ga zadnjič prebral v enem od slovenskih medijev, da celo nekateri migranti, sicer iz Slovenije, ampak iz teh zahodnoevropskih mest, to pač odgovarja na to, kar je prej Bernard govoril o tej diagnozi, kdo so ti migranti, odhajajo celo na počitnice nazaj v Sirijo. Tako da situacija je popolnoma absurdna. Jaz mislim, da je zelo jasno, da ne gre za pritok jedrskih fizikov, astrofizikov, zdravnikov in programerjev, ampak da gre v najbolj mili obliki za socialne turiste, z katerih človeški kapital, se pravi izobrazba, limitira k nič, se pravi so praktično nezdružljivi sodobno digitalno družbo, povzročali bodo samo stroške. Verjemi mi, da milijoni teh migrantov niso prišli delati za najine pokojnine, ampak so prišli v bistvu se v najbolj mili obliki iti socialni turizem, vsled izjemno dobrohotni, velikodušni politiki držav, tudi Slovenije. Nenazadnje vemo, kako je vlada opremljala stanovanja s steklokeramičnimi ploščami, z najsodobnejšimi LCD televizorji, da znaša strošek oskrbe per capita migranta kar 1950 evrov. In mene samo to veseli, da očitno se počasi ljudje streznjujejo, da povprečni upokojenec, ki dobi 622 evrov pokojnine, pri čemer velika večina niti tega ne uživa, je to samo tretjina stroškov migranta. V lanskem letu smo v proračunu za ta namen namenili kar 123 milijonov evrov. Če ti dam to v nek red velikosti, je to 0,3% BDP-ja oziroma 1/3 izdatkov za slovensko vojsko. Se pravi, namesto da bi povečali izdatke za slovensko vojsko, ki nas bo edina lahko ob navalu obranila pred to invazijo muslimanskih migrantov, se zapravlja denar za neke socialne turiste. Tako da sam osebno sem prepričan, da bi se morala Slovenija priključiti Višegrajski skupini plus Avstriji, se pravi tej novo nastajajoči vertikali Baltik, Jadran, ki ponuja po mojem edino vzdržno politiko. To se pravi, če si danes poslušal avstrijskega kanclerja Kurza, je lepo rekel, glavna prioriteta je zaščita zunanjih meja Evrope. Ti si nekje izjavil, če te jaz prav citiram, da bo Evropa višegrajska ali pa je sploh ne bo, oziroma Evropska unija. Točno to, ker Evropa je danes pred biti ali ne biti. Dejansko, če pogledaš ulice Londona, če pogledaš Pariz, Berlin, to so, če uporabim politično nekorektno terminologijo Donalda Trumpa, usrane luknje. Sam, ko sem bil nazadnje v Londonu, sem se spraševal, ali sem v Londonu ali sem v Islamabadu. A veš, človek si ne želi... Zanj smo recimo lahko prebrali, da je zdaj najpogostejši priimek, oziroma najpogostejše ime na Norveškem, ki ga dajo novorojenčkam, Mohamed, Glejte, jaz mislim, da zdaj bom jaz nekaj rekel, kar bojo levičari takoj rekli, da je to sovražni govor, da je to ščuvanje, da je to rasizem in tako naprej. Ampak žalostno je, da v tej naši Sloveniji ne moramo tega odkrito reči. In sicer, ljubi Slovenci, pojdite v Marsej, poglejte, kakšen izgleda in se potem vprašajte, ali želite, da bo Ljubljana ali pa Koper ali pa Gorica čez 20 let enak. Da bo pač toliko rud, toliko teh islamskih primesi noter v naših mestih. In če jaz rečem, da si jaz tega ne želim, nisem zaradi tega šovinist, nisem zaradi tega rasist, ampak samo povem
kakšna je Slovenija in kakšno Slovenijo si želim, da bi v njej živeli moji vnuki. No, ni treba iti v Marsej, lahko greš do Hrastovelj, greš v Hrastovlje, Marsej je tako recimo turistično mesto, 8-metrski zid, naši predniki so razumeli, kaj so muslimani, da so prišli sem okupirati, ne pa se integrirati. Ampak glede na to, da Slovenija očitno še vedno nima migracijske politike, se bomo o tem še pogovarjali. Zdaj smo prišli do konca prve polovice oddaje. Gremo na oglase. Hvala za komentarje, Bernard in Tino. Gremo na oglase in se vrnemo potem v Dražgoše.